pozdrav in najlepša hvala za priložnost. Epidemiološko stanje v državi se slabša tudi dogodkov v Evropi. Pravzaprav do neke mere pričakovano. Glede danosti virusa, glede jesenskega, zimskega obdobja, zaprti prostori, ampak še to ne pomeni, da nas ne skrbi. Slika ni vseeno tako črna, kakor je bila lani. Dnevne številke so visoke, niso pa edini razlog, niso tisti najbolj ključen dejavnik, ki kroji naše usode. Ko gledamo sliko v bolnicah, ko gledamo številke umrlih, je vseeno cepljenje, ki smo ga dosegli, naredilo svoje. Situacija je boljša, ampak to ne pomeni, da gremo lahko v nedogled, v take višine in v takšne številke. Epidemiologi nas pravzaprav skrbi. Skrbi nas tale neka rezigniranost, da gremo v neko prekuževanje, da je to edina pot, da zdaj epidemija se bo končala samo s tem, da se bomo pač vsi okužili, tiste smrti, ki bodo, pač bodo, odločevalci v enem danem trenutku bojo pač posegli po zasilni zavori in naj ne bo špekulacije. Posegli bojo po zasilni zavori. Vsak odločevalec v katerikoli državi v enem danem trenutku, ko zdravstveni sistem ne bo zmogel več, bo posegel po zasilni zavori. Epidemiologi od začetka opozarjamo, da obvladovanje epidemije, upravljanje epidemije s strahom pač ima sam določen rok. Zatem, ko straha ni več, ostane drugo. Pomislite občutke, ki ste jih imeli lani, ko ste hodili v trgovino, pa oseba se ni odmaknila, ni držala tisto vašo medosebno razdaljo, tisto varnostno razdaljo. Pač strah, zahtevali ste jo, zdaj tega ni več, strahu ni več. Je tudi normalno, da tega ni več. Kaj pa ostane? Ostanejo tisti ukrepi, ki jih razumemo, ki jih sprememo, ki se nam zdijo smiselni. Razlika je tudi v podatkih. Sedaj imamo podatke, na začetku epidemije jih niso imeli. NIJZ zbira, generira, analizira, daje podatke vsak dan o covidu, pripravljeni smo s podatki. Pravzaprav ne rabimo novih podatkov, ne rabimo nove barvne grafe, rabimo tisto, ki je poslanstvo epidemiologov, tole, da vam povemo, kaj te podatki pomenijo in kako ukrepati. Ker podatki, brez da se z njimi kakorkoli ukrepa, so mrtvi in ne rabijo pravzaprav za ničemer. In kaj nam pravijo podatki? Podatki nam pravijo, da rabimo, trenutno res rabimo PCT, cepljenje. Cepljenje je najbolj varen ukrep. Vsi podatki govorijo še vedno tole. Najbolj varen ukrep za zaustavitev epidemije, najbolj varen ukrep za posameznika, za družbo, ukrep, ki pravzaprav je najbolj učinkovit glede hospitalizacij in smrti. Kaj smo pa tudi epidemiologi opozarjali od začetka je tole, da vemo, da en delež populacije se pač ne bo cepil. Se nikoli ne bo zaradi takšnih in drugačnih razlogov. In tudi to moramo razumeti, tudi to moramo pravzaprav sprejeti. In zaradi tega smo vedno opozarjali, da rabimo tudi druge mitigacije. Rabimo testiranje, ki je dostopno vsem, za vsakem vogalu, brezplačno, da lahko obvladujemo pač skupaj, ker sam s cepljenjem seveda ne bo šlo. Rabimo tudi druge ukrepe. Mogoče vam olajšam naslednje vprašanja. Ne, nisem seznanjen, kako bo s 1. novembru, kaj točno piše v odloku, kaj bo obvezno in kaj ne bo obvezno. Jaz tega ne vem. Znam vam povedati, kaj je pa strokovno smiselno, vem vam povedati, kateri so tisti ukrepi, ki jo epidemiologi lahko predlagamo in ki bojo učinkovali, da ta vlak ne bo pač šel v tisto neizbežno pot, ker ta pot se lahko še spremeni. In to je pravzaprav tole, da se zadržujemo v odprtih prostorih, da imamo masko, ko smo v notranjih prostorih, da pač se izogibamo večjim združevanjem. Pravzaprav to pomeni tudi, da še vedno rabimo en del mitigacije. Rabimo nekaj, ki pač brez sodelovanja posameznika ne bo šlo. Rabimo to, da ob prvih znakih bolezni se izoliraš, ne širiš bolezen naprej, najprej se greš testirati, zatem pa obvestiš vse tvoje stike, da lahko pač ravnajo in prekinejo verige prenosa. In to kako naredijo? S tem, da obvestiš pač vse tvoje kontakte in tole ne rabi, da čakaš klic NIJZ-ja, ne klic nobenega ob takih številkah. Pač obvestiš tvoje stike. Imamo tudi orodje, imamo tudi digitalno orodje za obveščanje stikov. To je aplikacija Ostani zdrav, ki pač na varen način, z varovanjem zasebnosti obvešča vse stike.
Ja, vem, kaj boste rekli. Se noben ne uporablja, zbrisal sem jo, ker itak me noben ga ne obvešča. Ja, res je, na tej poti smo. Pač uporaba je majhna, ampak pač smo se odločili, da smo na tej poti. Lahko se odločimo verjetno tudi drugače. Aplikacija je danes dostopna na pač Apple Storeu, na Play Storeu. Če zdaj odpremo telefon, jo lahko naložimo sedaj. Jutri jo lahko ima vsak. Jutri jo ima lahko tista najbolj relevantna populacija, mlajša, digitalno pismena, ki je najbolj aktivna pač pri prenosu okužbe, ki je zelo aktivna pri prenosu okužbe v skupnosti. To lahko naredimo že jutri. Številke, ki jih vidimo danes, se niso generirale vse 14 dni nazaj. Ni samo naslednjih 14 dneh ključnih. Ključni je pojutrišnjem. Najkrajša inkubacija COVID-a je 2 dni. Še enkrat. Najkrajša inkubacija COVID-a je 2 dni. Kar pomeni, če danes bomo ravnali drugače, bomo že čez 2 dni videli prve rezultate. In potem kot plaz, čez 3, 4, čez 5 dni in tako naprej. Danes lahko spremenimo zadeve, prav danes, ampak se moramo tako odločiti. Ker kot vedno, če ne bomo stopili skupaj tukaj, ne bo šlo. Kot vedno je na posamezniku, da se gre testirati, da se izolira, da se bo odločil, da bo obvestil svoje kontakte, da se bo odločil, da bo imel masko, da se bo odločil, da bo pač odprl telefon in naložil aplikacijo Ostani zdrav. Hvala lepa.